Dobro, spoštovani, spoštovane, lep pozdrav, en lep snežen pozdrav. Danes imamo pred sabo eno pomembno temo, in sicer se bomo dotaknili izzivov kibernetske varnosti na poti uvajanja novih tehnologij 5G. Dogodek organizirata Inštitut za korporativne varnostne študije in pa Slovensko združenje za korporativno varnost. Med nami še posebej pozdravil moje cenjene goste. Po bontonu veleva, da prvo predstavimo našo damo, magistra Tanja Muha, direktorica AKOS, lep pozdrav. Pozdravljeni. Doktor Uroš Svete, direktor Uprave za informacijsko varnost Republike Slovenije. Uroš, lep pozdrav. Dober dan, živijo. Magister Matjaž Beričič, član Uprave Telekom Slovenija. Matjaž, lep pozdrav. Dan. Gospod Aleksandar Todorovski, direktor podjetja Ericsson Slovenija. Gospod Aleksandar, lep pozdrav. Lep pozdrav, pozdravljeni. In pa magister Gašper Cotman, predstavnik podjetja Huawei Slovenija. Gašper, tudi vam lep pozdrav. Enako lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej pa bi pred začetkom pozdravil tudi vse člane Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki so se nam danes priključili na tej pomembni razpravi. Mogoče za uvod samo, zakaj smo se odločili za to razpravo, ker nekako ocenjujemo prvič, da varnostno okolje pred nas postavlja pomembne izzive in pa indikatorji, ki se nam kažejo, seveda kažejo v smeri, da je informacijsko kibernetsko okolje vedno bolj podvrženo različnim tveganjem. Druga stvar, zaradi katere pa želimo odpreti to razpravo današnjo, pa je predvsem, da seveda nove tehnologije so dejstvo, tehnologije 5G so pred vrati in se nekje uvajajo že na velika vrata. Opažamo pa, da je v strokovni in pa tudi laični javnosti še vedno veliko pomanjkanja ustreznih pravih informacij in pa seveda pravih odgovorov, ki bi dali jasno sliko, katera bi pomagala lažje in bolje razumeti, kaj vse prinaša tehnologija 5G, tako na področju seveda pozitivnih stvari, kakor tudi izzivov, predvsem na področju varnosti. Naj bo toliko dovolj za začetek. Gostje, ki sem predstavil, seveda prihajajo iz izredno pomembnih inštitucij in pa organizacij, povezanih z tehnologijo 5G. Želeli smo narediti neko uravnoteženo celoto in seveda pred sabo imamo dva ključna državna organa, ki se ukvarjata z kibernetsko varnostjo, operaterji varnostjo informacijske in komunikacijske tehnologije v Republiki Sloveniji. Potem seveda smo v svoje vrste povabili Telekom Slovenije, ki seveda je eden izmed prvih, ki v Sloveniji uvaja tehnologijo 5G in seveda je naš največji operater. In pa seveda, da ne bom pozabil, v naši sredini imamo tudi Urad za informacijske pooblaščenke Republike Slovenije, magistra Andreja Tomšiča, ki sem ga v uvodu pozabil nasloviti. Andrej, lep pozdrav tudi tebi. Kajti osebni podatki, ki se pretakajo skozi informacijsko okolje, so še kako nekako tisti predmet, o katerem se bi tudi želeli danes pogovarjati. In za konec imamo za okroglo mizo še dva predstavnika ponudnikov tehnologij 5G, ki nam bosta tudi osvetlila uvajanje teh tehnologij z enega posebnega zornega kota. Tako da mogoče to bi bilo dovolj za začetek in bi kar začel z kolegom Svetetom. Uroš, tebe bi prosil, če lahko pomagaš v nekem kratkem uvodnem odgovoru pojasniti predvsem, kaj prinašajo tehnologije 5G
vezano na določene varnostne izzive, ki so pred nami. Predvsem z to jasno obrazložitvijo, kaj je pri tej tehnologiji 5G drugače in ima lahko tako pomemben vpliv na nacionalno kibernetsko varnost. Denis, hvala za vprašanje. Jaz bi mogoče začel z ugotovitvijo kolegov tehnikov, ki mislim, da upravičeno trdijo, da 5. generacija mobilnih komunikacij v resnici ni neka, bi rekel, strašno velika revolucija, ampak kvečjemu tehnična evolucija. Seveda pa vsi zaradi njenega potenciala, ki je nedvomno bistveno drugačen v primerjavi za 4. generacijo, ko gre za hitrosti prenosa podatkov, predvsem pa za odzivne čase, tako imenovano latenco, pričakujemo, da bodo na njeni osnovi nastali nove storitve in novi, bi rekel, načini njene uporabe. Skratka, ravno to je na nek način tisto, kar pravzaprav nam kaže pot in pomembnost 5. generacije v primerjavi s preteklimi generacijami. Zdaj, zakaj smo ravno s 5. generacijo se začeli tako intenzivno ukvarjati po vsem svetu, je po mojem pa povezano z dejstvom, ki nima neposredne povezave s 5. generacijo. In to je dejstvo, da je kibernetska varnost postala del nacionalnih varnosti držav širom po svetu. Torej ne govorimo o nacionalni kibernetski varnosti, ampak ako govorimo o kibernetski varnosti kot o delu nacionalne varnosti. To se pravi, da v resnici ni več prepuščena zgolj in samo trgu, zgolj in samo operaterjem in zgolj in samo ponudnikom storitev oziroma kliničnim standardom. Skratka, države kot take so se začele organizirano ukvarjati z vprašanji kibernetike, kibernetskega prostora in seveda tudi varnosti v kibernetskem prostoru. Zakaj so se pa začele ukvarjati v tem času, je seveda popolnoma jasno. Če pogledamo gospodarski razvoj, če pogledamo delež, ki ga imajo v GDP-ju sodobnih držav, kibernetske, recimo temu, tehnologije in storitve, in če pogledamo nenazadnje moč, ki dejansko se lahko preko kibernetskega prostora izvaja, potem je popolnoma jasno, zakaj v bistvu se je kibernetska varnost bi rekel, usidrala v nacionalno varnost. In tukaj seveda ne govorimo ali pa ne rabimo izpostavljati samo 5G omrežij, mobilnih omrežij, izpostavljamo lahko tudi podatkovne centre, izpostavljamo lahko tudi obdelavo podatkov, umetno inteligenco, skratka vse od produkcije, prenosa in na končni fazi do storagea. Vse to je postalo stvar, s katero se države ukvarjajo z več zornih kotov. Kolega Svete, hvala lepa za ta širši pogled na v bistvu obravnavani problem in seveda dal si odlično iztočnico, da kolegico Tanjo, direktorico AKOS-a vprašamo. AKOS je eden izmed ključnih regulatornih organov, ne samo na področju podeljevanja licenc, ampak tudi na področju zagotavljanja kibernetske varnosti in izvajanja določenih varnostnih zahtev do telekomunikacijskih operaterjev. Tanja, mogoče, če pomagaš z nekim vpogledom, kje so tista težišča, ki jih na področju kibernetske varnosti nekako zagovarjate v relaciji do uvedbe te nove generacije tehnologije oziroma omrežij 5G? Ja, vemo, da 5G omrežja zaradi svoje karakteristike, ki je veliko pisal tudi Uroš, poleg že uveljavljenih ukrepov na področju kibernetske varnosti in informacijske varnosti zahtevajo tudi uvedbo dodatnih ukrepov. Govorimo v bistvu o omrežjih, ki bojo stičišča vseh segmentov digitalne družbe, na njih se bojo vključevala tudi v bistvu področja, ki do sedaj v teh zgodbah niso bila vključena. Tako da v bistvu se bo s tem uvajanjem 5G omrežij in z vključevanjem dodatnih področji digitalne družbe dejansko zgodilo to, da bo prišlo do velikega števila sistemov in naprav, ki se bodo med seboj povezovale in posledično bo v bistvu tudi na tem
omrežju veliko količina zbranih podatkov in zaradi tega tudi potem večja nevarnost raznih in možnosti raznih zlorab. Bomo imeli tudi v teh omrežjih več aplikativnih rešitev, s tem tudi večja odvisnost od programske opreme in konec koncev tudi bistveno večje število naprav pri uporabnikih storitev. Zato bojo v bistvu aktivnosti agencije v prihodnje v okviru njenih pristojnosti še vedno usmerjene v zagotavljanje in spremljanje varnosti in celovitosti omrežij, elektronskih komunikacij in pa storitev na tem področju. Poleg tega pa tudi na ozaveščanju in ščitanju končnih uporabnikov. Agencija bo tudi v prihodnjih mesecih še naprej aktivna kot pri vodenju same skupine na področju reševanja vprašanj kibernetske varnosti 5G omrežjih v okviru Združenja evropskih regulatorjev BEREC. Prav tako bomo sodelovali še naprej pri vzpostavljanju ustrezne zakonodaje in pa ostalih aktov. Seveda se bomo pa potem tudi vključevali v sodelovanje in dogovarjanje z deležniki na trgu, vsemi resornimi, zato da v bistvu pomagamo pri implementaciji teh zahtev. Kot pa vemo, se agencija v zadnjih mesecih in tednih intenzivno tudi pripravlja na sam javni razpis za podelitev frekvenc z javno dražbo, za javno dražbo, za podelitev, se pravi frekvenc za javne mobilne storitve, tudi za omrežje 5G in glede na ugotovljena tveganja bo potrebno tudi v tem okviru vključiti neke zahteve, obveznosti, pri čemer bo pa agencija sledila seveda zakonskim okvirom in pa ciljem države Republike Slovenije v smeri zmanjševanja tveganj v teh omrežjih. Seveda bo pa, tako kot sem rekla, zaradi povečanega števila naprav pri končnih uporabnikih, bo potrebno pa tudi veliko delati na ozaveščanju teh končnih uporabnikov in tukaj bo pač agenciji v veliko pomoč portal, ki ga je v lanskem letu uspela vzpostaviti, in to je portal za medijsko in informacijsko opismenjevanje zainteresirane javnosti. In pa ena stvar, ki si agencija tudi že dalj časa prizadeva in si bo še naprej, pa je se pravi vzpostavitev tega enotnega informacijskega sistema za javljanje incidentov, ker bi v bistvu s tem poenostavili in olajšali delo vsem pristojnim organom in pa zmanjšali tudi administrativno obremenitev deležnikov, ki morajo to poročati. Hvala lepa za ta odgovor, ki seveda je nastavek za mojega spoštovanega kolega Tomšiča. Andrej, brez informacijskega pooblaščenca si težko zamišljamo kakršnekoli pogovore, ko govorimo o informacijski varnosti, dvigovanju zavedanja. Slišali smo, da smo pred vrati ali pa že popolnoma vstopili v neko informacijsko avtocesto. Na informacijskem v bistvu pooblaščencu seveda, kar se tiče te kibernetske varnosti in varnosti osebnih podatkov, ko govorimo uvajanja 5G, ste nekako na nekem, bi ocenil, konzervativnem stališču, kar je seveda glede na poslanstvo tudi logično. Kje so z vašega stališča tisti ključni poudarki, ki jih je potrebno paziti pri uvajanju tehnologij 5G? Ja, najlepša hvala za besedo. Seveda pri uvajanju 5G z vidika varovanja osebnih podatkov govorimo bolj o nekem posrednem učinku. Treba se zavedati, da so podatki seveda velika vrednost in moč. In mislim, da ključno vprašanje tukaj na našem področju bo, kako bo potekala distribucija oziroma redistribucija te moči. Kdo bo imel katere podatke in kaj bo z njimi lahko in pod kakšnimi pogoji počel.
Uvajale se bodo nove storitve, pametna mesta, pametni domovi, pametna infrastruktura in 5G bo prinesel količine novih podatkov. Mnogi od njih bodo seveda tudi zelo osebne narave in pojavili se bodo tudi akteri, ki do zdaj niso zbirali določenih podatkov. Operaterji komunikacij, seveda policija, zavarovalnice, oglaševalci, statistični uradi, vem, da vidijo veliko priložnosti, upravljavci avtocestne infrastrukture, ogromno enih deležnikov in seveda možnosti, ki jih ponuja nova 5G tehnologija, seveda pomeni veliko povečanje količine in seveda tudi intenzivnosti zbiranja podatkov, kar za sabo privleče tveganja v povezavi z možnostjo bolj intenzivnega sledenja posameznikom, tudi nevarnost bolj intenzivnega profiliranja, kot z vidika države, kot z vidika zasebnega sektorja, tako da zadeve morajo biti zelo zakonite in transparentno urejene. Eno od pomembnih vprašanj, ki se bo po mojem še okrepilo, je tudi vprašanje anonimizacije podatkov. Določene osebne podatke zelo težko anonimizirati. Tak notoričen primer so recimo naši lokacijski podatki, podobno komplicirani so podatki o našem prometu, elektronskih komunikacij. In to znanje pravzaprav na področju anonimizacije bo, mislim, da vedno bolj iskano in potrebno. Na samo anonimnost je treba gledati z vidika obstoja drugih baz, drugih pooblastil, drugih znanj, ne samo skozi nek silos posameznega upravljavca podatkov in številni so se že pogosto upekli, ko so menili, da so podatke v bistvu ustrezno anonimizirali. In pa mislim, da še en veliki izziv, ki ga posredno ali pa neposredno prinaša sabo uvajanje 5G tehnologije, seveda tudi razvoj nadaljnje umetne inteligence. Mislim, da zelo odprta in zanimiva vprašanja njene regulacije. Tako da 5G direktno na samo varstvo osebnih podatkov neposredno vpliva nima, je pa posreden vpliv velik in številni izzivi nas čakajo v bodoče. Ja, Andrej, hvala lepa za, bom rekel, pogled še te dodatne izzive mogoče, ki v tem fokusu niso, ampak jih ne smemo nikakor pozabiti. Zdaj pa, če gremo za malenkost naprej, pa probajmo čisto praktično, bom rekel, dobiti neke izkušnje. Kolega Matjaž, Telekom Slovenije je prvi v Sloveniji začel dejansko že uvajati določene rešitve 5G. Pa mogoče iz vaše prve roke, kakšne so te prve izkušnje in izzivi, s katerimi ste se srečevali pri uvajanju? Ja, hvala za vprašanje. Zanimiva debata že do zdaj. Tema vsekakor zelo aktualna. Jasno, mi pravimo, da 5G ni cilj, je pot in je tudi glede na diskusijo do zdaj postal pravzaprav sinonim za skupek nekih dobrobiti, pa tudi tveganj, kar se tiče nadaljnjega razvoja digitalizirane družbe. Jaz seveda moram reči najprej, da in poudariti, da 5G ni nobena revolucija, seveda bo pa postopoma prinesel nove primere uporabe, tiste, ki doslej še niso bili možni na sedanjih fiksnih ali mobilnih komunikacijskih tehnologijah. Tako da seveda ne čudi in je pravilno, da vsi deležniki poudarjamo vse večjo skrb in ozaveščanje glede varnosti, vendarle pa ni revolucija in jaz, če kdo, moram jaz seveda tukaj poudariti, da na narekovajih ne kaže strašiti javnosti pred nekimi revolucionarnimi tveganji, ki naj bi jih 5G prinesel. 5G se uvaja, v Telekomu Slovenije smo se odločili, da se taka odločitev ne pride čez noč, taka odločitev zori. Ta odločitev je zorela več kot dobro leto. Mi smo seveda aktivno spremljali razvoj 5G, sodelovali tudi v evropskih projektih na tem področju razvojnih, se na ta evolucijski korak pripravljali, spremljali dogajanje v primerljivih državah, v primerljivih telekomih. In za nas je bil seveda
primarni izziv vezan na timing in na frekvence in kdaj bo seveda pravilen trenutek, da se, tako kot jaz večkrat rečem, kot v smučarskih poletih se je treba pravi trenutek odriniti. In mi smo ta pravi trenutek, sem prepričan, glede na vetrovne razmere recimo ali pa razmere glede spektra ujel. Dejstvo je, da seveda Slovenija iz različnih razlogov teh novih spektrov, ki bojo izkoristili oziroma omogočili izkoriščanje polnega potenciala 5G, še ni razpisala, torej javna dražba, kot je bilo rečeno prej, nas še čaka. In treba se pač zavedati, da od trenutka, ko so po dražbi frekvence katerekoli podeljene, pa do njihove realne uporabe na terenu traja 2-3 leta ali več. Mi smo, če pogledamo, 7 let potrebovali, da pokrivamo Slovenijo zelo kvalitetno za 4G omrežjem. Praktično ves mobilni promet je že nekaj časa samo še preko 4G omrežja, 2G, 3G sta na nek način rezervna sloja, pa še danes se najde kar nekaj lokacij, kjer si ljudje zelo želijo in čakajo na pokritost. Tako da seveda velik izziv bo pokritost, izziv so frekvence, izziv je razpoložljivost tehnologije na konkretnih frekvencah, izziv je bilo načrtovati timing večje nadgradnje omrežja. Mi smo nadgradili že na 250 lokacijah, to je ogromen poseg in to v izjemno zahtevnem letu korone. Smo to nadgradnjo naredili, dosegamo pokritost 5G sloja na 4G sloju že preko 30-33% prebivalstva. In za nekaj podobnega bomo na novih frekvencah potrebovali tam 2 do 3 leta, seveda tudi odvisno od tega, kakšni bojo pogoji v tej dražbi. Tako da izzivov ne manjka, ljudje pa si želijo vse boljše storitve in 5G to prinaša. Že 4G, seveda tehnologija je izjemno zmogljiva, kar se tiče hitrosti. Mi tudi zelo spremljamo, kje smo mi s hitrostmi, kje je v končni fazi tudi Slovenija. Nismo nekje v špici in jaz mislim, da bomo te ambicije za 5G nekako dvignili in tudi nadoknadili. Bomo višje na lestvici zmogljivosti omrežij na svetu, jaz upam. Ampak mi smo s to nadgradnjo letos Slovenijo, če malo neskromno rečem, umestili na zemljevid 18 držav v Evropi, ki 5G že podpirajo. To smo naredili na edini možen in na optimalen način. Izjemen uspeh pa tudi je, da smo že dobro leto nazaj in zdaj dokončno uspeli prepričati glavne proizvajalce terminalne opreme, da je podprla 5G na spektru, ki ga imamo pač trenutno na voljo in bo potem podprl tudi na spektru, ki bo še podeljen. Tukaj moram pač poudariti, da je izjemnega pomena in izjemna izkušnja je seveda vezana na to, da enostavno so te tehnologije vse bolj kompleksne, da je potrebno imeti zaupanja vredne tehnološke partnerje. Najpomembnejše pa je to, da ima operater ustrezno avtonomijo pri načrtovanju, da ima ustrezno znanje, da ima ustrezno ekipo. To je prvi pogoj tudi za to, da lahko gradi skladno in varno omrežje za naprej. Tako da seveda jaz se moram zahvaliti naši ekipi, ki je v izjemno težkih razmerah letos uspela to nadgradnjo izpeljati in zagotoviti to, kar je ves čas naš cilj, da imajo uporabniki v našem omrežju zagotovljeno najbolj napredno in varno prihodnost. Dobro, hvala lepa za ta praktični uvid, v bistvu dejansko uvajanje tehnologije 5G. Zdaj bi pa mogoče preskočili še na same dva ponudnika 5G tehnologij, pa bi kolega Cotman kot nastavek debati vprašal, kje v bistvu nekako, oziroma kako vi ocenjujete kibernetsko varnost vezano na tehnologijo 5G? Zakaj je ta varnost še bolj aktualna kot kadarkoli doslej iz vašega zornega kota? Hvala, Denis, za vprašanje. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, jaz bi mogoče najprej omenil, kar so kolegi že zelo dobro povedali, se pravi 5G kot tak.
Ni revolucija, je pa neke vrste evolucija, ki prinaša velike potencijale. In mogoče svet v zadnjih 20 letih se je nekoliko spremenil, da samo vprašanje kibernetske varnosti ni tako novo, mogoče pa malo bolj javno obravnavano, ampak podobno vprašanje že pri uvajanju tehnologij 3G in 4G pa z vsemi svojimi potencijali, ki jih prinaša, se pravi predvsem z večjo količino podatkov, ki se bo prenašalo skozi to mreže, prinaša določene izzive. Mogoče zaradi tega tematika tako vroča, predvsem kar se tiče kibernetske varnosti. Predvsem iz tega vidika, ker pač mislim, da se vsi zavedamo, da 5G kot nekateri prinaša tudi neke vrste razvoj in biti, kot je lepo Matjaž povedal, biti prav čas na pravem mestu in ta prav čas se odviniti, prinaša lahko tako za operaterje kot uporabnike, konec koncev tudi vse ostale deležnike, državo kot tako določene priložnosti in pa seveda prednosti in pa seveda napredek. In iz tega vidika je ključno in zelo smiselno se pravi, da je to vprašanje kibernetske varnosti zelo transparentno pa se pravi dobro razdeljeno s strani vseh deležnikov. Dobro, hvala lepa, Aleksandar. Vprašanje za vas. In sicer srečujemo se kar z nekaj v bistvu dezinformacijami oziroma verjetno napačnim pogledom na same tehnologije 5G. Mogoče z vaše strani kot podjetje Ericsson, kateri so tisti največji, ki zaznavate povezane s tehnologijo 5G? Hvala, Denis, za vprašanje. Da razumemo, kateri so največji miti, recimo, ki se pojavljajo okoli 5G tehnologije, moramo razumeti to, kar so vsi prej povedali. Torej, to je evolucija obstoječih mobilnih tehnologij. 5G je zgrajena na osnovi z 4G tehnologijo. Tudi Telekom Slovenije je recimo naredil evolucijo od 4G proti 5G. Ti miti so bili predstavljeni javnosti oziroma so se razvijali po mojem mnenju v dve smeri. Prvi mit, ki je bil predvsem vezan, da bo 5G tehnologija takoj spremenila naše življenje, oziroma da bo vklop te tehnologije z dnevom ena spremenil vse. Da bo takoj vse povezano pred 5G, da bomo imeli ves ekosistem okoli, smart city, smart traffic aplikacij, samovozečih vozil. Ampak potem boste vprašali, zakaj ni tako. To je odvisno od več različnih faktorjev. Nekateri faktorji so vezani na dodelitev srednjih frekvenc, nekaj je vezano na samo evolucijo tehnologije skozi čas, ker nekatere faze v razvoju te tehnologije ne moremo pač preskakovati. Nekaj je pa tudi vezano na potrebne investicije v to tehnologijo. Tako da bo to gradualna ena evolucija glede možnosti izgradnje te tehnologije in implementacije te tehnologije. To je prvi mit, da bo od jutri vse drugače, da je 5G takoj in za vse. Gradualno bo, evolucija bo in bo šlo po korakih. Drug mit, ki ste ga pač izpostavili, ima te dezinformacije, to smo tudi globalno opazili, pač tudi v času COVID-a, kar je bilo zelo, zelo čudno, da se povezujejo. Drug mit je vezan na nekaterih teorijah zarote, potencialnega učinka na zdravje te tehnologije. Da bom sam primer, pač trenutno imamo v Sloveniji 5G komercialno mreže, katere deluje na istih frekvencah, kot deluje 4G. Tako da z vidika frekvenc to ni nič novega trenutno. Tako da za taka vprašanja, ki se pojavljajo tudi pri ostalih operaterjih ali državah, jaz bi se tukaj skliceval na nacionalna in mednarodna industrijska združenja, kot je WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, GSMA, Wireless Forum, ki so ugotovili, da ne obstajajo taki znanstveni dokazi glede učinka na zdravje povezanega z radijskimi valovi. Tu sem jaz opazil, ta dva mita so meni padla v fokus. To je to. Aleksandar, hvala lepa
smo uspeli saj deloma razjasniti ozadje teh informacij ali pa polinformacij, ki nekako jih srečujemo v našem življenju. Preden nadaljujemo z vprašanji, seveda bi obvestil tudi vse naše udeležence oziroma poslušalce, da lahko postavijo svoje vprašanja v rubriki chat, tako da bomo poskusili skozi razpravo se dotakniti tudi teh vprašanj, ki jih imajo naši poslušalci. Zdaj bi pa kar nadaljeval, Uroš, pri tebi, če dovoliš. Seveda Slovenija je majhna in če gledamo, bom rekel, globalno, nekako je logično, da svoje poslanstvo ali pa delovanje gledamo v okviru Evropske unije. Kako po tvojem videnju oziroma bo morala Evropska unija zagotoviti ta enoten pristop do zahtevanih standardov, ki bi jih oziroma jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev 5G? No, tu, Denis, hvala za vprašanje. Vsekakor je tukaj Evropska unija naredila kar nekaj korakov v zadnjih letih, pri čemer seveda je dejstvo, da smo še vedno razpeti po eni strani med enotni gospodarski prostor, kot se temu reče zdaj v digitalnem delu, v Digital Signal Market, na drugi strani pa so skoraj vse države, kot sem že prej omenjal, informacijsko in kibernetsko varnost umestile v nacionalno varnost in v tem pogledu pa seveda si države pridružujejo pravico do svojstvenega reševanja, recimo tovrstnih izzivov. Zdaj, kar zadeva sam prvi del, tukaj seveda je bil prvi korak narejen že s tem, da smo na ravni Evropske unije se začeli sistematično ukvarjati z oceno tveganj kibernetske varnosti, ko gre za 5G omrežja, da so države članice vključno z vsemi, bi rekel, primernimi in pristojnimi deležniki izoblikovali neko orodjarno ukrepov, kako zagotoviti večjo ali pa sicer varnost 5G omrežij. Seveda pa tudi vse več poudarka je na certificiranju, se pravi same tehnologije. Tako da tu imamo ravno sedaj, če ste bili pozorni, ravno mislim te dni je prišlo do dogovora in sprejema ukrepov, ko gre za certificiranje v internet povezanih stvari oziroma tako imenovanega področja IoT-ja, Internet of Things. Tako da tukaj seveda je kar precej bilo že narejenega, kar pa seveda je dejstvo, kot sem ga pa že omenil, pa je, da so države članice Evropske unije v različnih pozicijah, ko gre za nacionalno varnost, da imamo tukaj države, ki so v večini seveda tudi članica Zveze NATO, da imamo države, ki so nevtralne in tukaj bo treba najti, ko gre za implementacijo orodjarne, seveda čim bolj sinhron pristop. Sicer se bo dogajalo, da bomo v primeru uporabe nekih čezmejnih storitev, ki bodo temeljile na 5 in ostalih G omrežij, ki bodo sledila, da bomo dejansko se sprehajali iz države v državo in tudi imeli pravzaprav zelo različne standarde, kako se ta omrežja strukturirajo in zagotavljajo. In to pa je z vidika uporabnika zelo slabo in tudi z vidika varnosti je to zelo slabo. Skratka, v vsakem primeru Evropska unija mora tukaj biti proaktivna, upošteva tudi dejstvo, da so države v delu nacionalne varnosti samostojne, pa seveda iskati tudi čim bolj in čim več tehničnih rešitev. Ko sem omenil certifikacijo, tukaj seveda se tudi krepi ENISA, kot Evropska agencija za kibernetsko varnost, ki je dobila z zadnjim Cyber Security Actom tudi stalni mandat in seveda tukaj poleg tega se pa tudi pričakuje, da bo z novim kompetenčnim centrom za kibernetsko varnost, ki bo imel zraven še neko orbito nacionalnih centrov, še dodatno se okrepilo v bistvu vlaganje v kibernetsko varnost 5G in seveda tudi ostalih kibernetskih tehnologij. Uroš, hvala lepa za to
absolutno se veselimo tega proaktivnega pristopa Evropske unije, predvsem v smeri urejanja tega kompleksnega, bom rekel, področja, kajti če želi Evropska unija ostati globalno konkurenčna, posledično pa tudi države, potem je to nujna pot, ki jo seveda moramo še pospešiti verjetno. Zdaj, Tanja, če lahko vas vprašam o tem, kar je v bistvu Uroš v enem delu že nakazal, in sicer predvsem tega nujnega, močnega sodelovanja in pa večnivojske odgovornosti, ki jih imajo različni deležniki na različnih nivojih. Kako zagotoviti po vaši oceni to močnejše zaupanje pri sodelovanju celotnega spektra, če zdaj gledamo mogoče ta nacionalni prostor med AKOS-om na eni strani kot regulatorjem, med telekomunikacijski operaterji in nenazadnje ponudniki storitev 5G. Kako zagotoviti to sodelovanje oziroma zaupanje, predvsem v smeri močnejše kibernetske varnosti na nacionalnem nivoju? Tanja, ste slišiva? Klopla, je boljš? Ja, zdaj se slišimo. Ja, bomo vmes uredili, se opravičujem, nujno rabimo 5G, to zdaj smo dokazali. Ja, skratka, kot veste, agencija je v okviru svojih pristojnosti vpletena tako v sam izvajanje nadzora nad operaterji in ponudniki storitev pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, zagotavljanje varnosti in celovitosti v mreži in pa storitev. Po drugi strani pa je tudi organ, katerega pomembna naloga je zagotavljanje pravic končnih uporabnikov. In z tega vidika je agencija že skozi zelo vpletena v sodelovanje na različnih področjih in tudi z vsemi relevantnimi deležniki in pa pristojnimi inštitucijami. Tudi v prihodnje, tako kot do zdaj, si bo definitivno agencija prizadevala, da bo poleg represivne vloge regulatorja s svojim preventivnim delovanjem prevzemala tudi vlogo tistega, ki deležnikom na trgu nudi podporo in seveda tudi pomoč pri implementaciji zakonskih zahtev končnim uporabnikom, pa se pravi ščitanje njihovih pravic v okviru pristojnosti, ki jih imamo, in pa tudi na področju ozaveščanja za varno uporabo, da bojo znali tudi sami se zaščititi pred morebitnimi zlorabami pri uporabi teh tehnologij. Pri vsem tem pa menim, da je ključna tudi vzpostavitev in ohranjanje dialoga med vsemi vpletenimi stranmi. Agencija tudi znaten del aktivnosti usmerja in jih bo tudi v prihodnje v informiranje in zaveščanje deležnikov na trgu, tako na področju njenih aktivnosti, se pravi, kar mi počnemo, kot tudi z opozarjanjem na dogajanje na nacionalnem, mednarodnem nivoju, da se deležniki, da so seznanjeni, da se lahko odzovejo, bodi si z nekimi inputi na določene dokumente, ko je to možno, kot tudi potem, da se pravočasno pripravijo na zadeve, ki prihajajo. Tako da uvajanje 5G tehnologije in v mreži predvsem nas postavlja številna vprašanja, s katerimi se bo potrebno soočati, se v njih pogovarjati in ustrezno jih nasloviti. In zato menim, da bo ta dialog zelo pomemben. In tukaj imamo 3 korake, da bo ta še boljši, da bomo lahko v bistvu skupnim in povezanim pristopom res dosegali tisti optimalni rezultat. In prvo mislim, da je potrebno vzpostaviti ustrezen regulatorni in strateški okvir, kjer bodo jasno določeni akteri, njihove naloge in pa pristojnosti. V naslednji fazi pa še naprej, se pravi, to ključno sodelovanje, pogovarjanje, izmenjava izkušenj, suporta in kjer to ne bo dovolj, v drugi fazi še tudi sam izvajanje nadzora strani agencije. Hvala. Dobro, hvala lepa, Tanja. Pa vzamem iz tega predvsem ta dialog in v bistvu ne bo to navezava
naprej na Andreja. In sicer preverjanje skladnosti varovanja osebnih podatkov. Po vaši oceni v tem primeru bo kaj drugače pri upravljalcih baz podatkov, ki uporabljajo 5G od, bom rekel, nekega trenutnega stanja. Kakšna je tvoja ocena tukaj, Andrej? Jaz ocenjujem, da preverjanje skladnosti ne bo bistveno drugačno. Kar se tiče varstva in varnosti osebnih podatkov, je regulatorni okvir bolj ali manj fiksiran, jasen in je v bistvu seveda toliko širok, da zajema vse sektorje, vse branže in načeloma tudi vse možne tehnologije, tako da je zelo odprt. Seveda bodo potrebna tudi na strani nadzornikov dodatna znanja, predvsem kot sem že izpostavil, mislim, da anonimizacija bo eno takih zelo pomembnih področij in pa seveda novi varnostni vidiki. Tako kot je kolegica Zakosa poudarila, jaz mislim, da sodelovanje tudi med nadzornimi organi bo bistveno, mogoče z nekoliko različnimi fokusi, seveda, če AKOS je bolj usmerjen na infrastrukturo, bo za nas vedno bolj zanimivo torej samo zbiranje in uporaba podatkov in seveda vprašanja varnosti tako zbranih podatkov. In od orodij, za katerega menim, da bo čedalje bolj pomembno, so tako imenovane ocene učinkov na varstvo podatkov, torej orodje za pravočasno identifikacijo, analizo in obvladovanje tveganj, ki se kaže kot zelo pomembno, ko se uvajajo novi projekti, sistemi, aplikacije, rešitve, da se v bistvu zadeve pravočasno, pravilno postavijo, kajti naknadni popravki lahko pomenijo že izkoriščanje varnostnih lukenj, lahko so zelo dragi in zamudni. In opažamo tudi v sodelovanju z upravljavci, da tisti, ki jih izvedejo, dalje bolj opažajo njihove prednosti. Pomenijo pa seveda ne samo naslavljanje varnostnih tveganj, ampak tudi ostalih temeljnih načel varstva osebnih podatkov. Kar se tiče informacijskega pooblaščenca, glede skladnosti, mi že nekaj časa dalje več sredstev in napora in časa vlagamo tudi v naše preventivne dejavnosti. Tako kot so izkušnje, bom rekel, starejših nadzornih organov, recimo na področju davkov, pač velika večina zavezancev želi biti skladna, ne? Ni njihov cilj biti neskladen, plačevati kazni, kupljati zaupanje pri strankah in javnosti, ampak včasih enostavno ne vedo, kaj vse je treba narediti, kako narediti in tako naprej. In tukaj je vloga regulatornih organov, torej ne samo inšpekcijski in drugačni nadzor, ampak tudi pomoč zavezancem pri doseganju skladnosti. En tak dober primer, ki ga lahko izpostavim z našega področja, so tako imenovani privacy sweepi, ne vem, če imamo že ustrezen prevod, gre pa za v bistvu proaktivno naslavljanje sistemskih pomanjkljivosti, ki bi, če si predstavljate, z inšpekcijskimi nadzori reševali zelo dolgo časa. Tak fin primer je recimo ocene učinkov pri upravljavcih brez pilotnikov. S tako preventivno akcijo smo v bistvu dosegli, da je od 82 zavezancev skladnost doseglo 77 zavezancev v bistvu v roku enega meseca z pozivom dvema, z orodji, kako doseči skladnost. Sam regulatorni nadzor bi pa bil, da trajal najbrž več let za takšno število zavezancev. Tako da jaz mislim, da bo treba krepiti preventivne dejavnosti na strani nadzornih organov in na ta način dosegati večjo skladnost. Seveda nove storitve bodo rabile tudi nova znanja, tako na naši kot na strani zavezancev. Andrej, hvala lepa za to. Ponovno si izpostavil ta prop, ki je seveda ključen, sploh pa na tako pomembnih področjih, kot je uvajanje tako obširnega sklopa novih tehnologij. Pa bi mogoče prešli na Telekom Slovenije. Matjaž, seveda slišali smo, da že danes, da tehnologija 5G predstavlja absolutno neke nove zmogljivosti na mrežnem in podatkovnem nivoju, kar seveda na eni strani za Telekom predstavlja neko poslovno priložnost. Na drugi strani seveda pa odpira določene varnostne izzive, tako na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, kot tudi tega širokega telekomovega omrežja in vseh vaših uporabnikov. Mogoče vprašanje, ki bi ga želel postaviti, je predvsem, kam usmerjate te naslednje korake za dvigovanje varnostnih standardov pri zagotavljanju te višje kibernetske varnosti vaših 5G omrežij. In deloma to moje vprašanje se povezuje tudi z vprašanjem, ki smo ga dobili strani poslušalstva,
namreč, da seveda imamo tudi določene šibke dele tega omrežja, to sta predvsem 2G in 3G, kdaj recimo po neki oceni se bodo ta omrežja dokončno poslovila iz uporabe. Hvala za vprašanje. Jaz bom poskušal tudi malo obrniti tok čistko, da ne bo napačen vtis. Torej 5G ni navaren, 5G je nasprotno pravzaprav. 5G je, tako kot vsaka nova generacija, je bolj varna v resnici. 5G je omrežna tehnologija. Zdaj, to moramo ločiti. Eno so podatki, aplikacije, tega imamo že danes v fiksnih omrežjih ali pa v dosedanjih omrežjih enormno. Ne? Včasih razmišljam, ali je bom rekel, toliko diskusij o 5G varnosti ali pa da rečem nevarnosti, morda tudi malo preusmerjene pozornosti z scene, ki je danes, ki je tukaj, kjer so over the top internet ponudniki, kjer so vsi osebni podatki uporabnikov tečejo preko nevtralnega interneta, ne, in mi bomo zdaj, bom rekel, z ne vem kakšnimi ukrepi pa reševali to situacijo v sklopu kontrole 5G. Ne bomo. Ne. 5G je omrežni nivo, bolj zmogljiv in izzivi varnostni so pa že danes. Ne. Poudarjam še enkrat, vse nove generacije, 3G glede na 2G, 4G glede na 3G in 5G glede na prejšnje generacije, ima bolj napredne varnostne mehanizme vgrajene, so torej bolj varne tehnologije in mi že več let spodbujamo uporabnike na različne načine, da preidejo čim prej na te nove tehnologije, ki so bolj varne. Ne. Mi se še danes ukvarjamo z varnostnimi izzivi na signalizacijah iz 80-ih let, ki so še vedno v medomrežnih povezavah, naprimer. Ne. Tako da mi moramo spodbujati prehod na nove generacije in to pač definitivno počnemo. Poudaril bi še nekaj, varnost. 3 ključne komponente ima, razpoložljivost, celovitost in zaupnost. Ne. Se mi zdi, da pogosto, ko govorimo o varnosti, bom rekel, dajemo vtis, kot da je, ne vem, 5G bo zdaj ne vem kaj prinesel vezano na, ne vem, osebne podatke in tako naprej. Ne bo, to imamo že zdaj izzive na kakršnih koli omrežnih tehnologijah. Ključni izziv že danes, če mene vprašate, je razpoložljivost. Zaradi kompleksnih tehnologij, vse bolj so kompleksne in tudi zaradi standardov, kakršni so, ki omogočajo redundance, kakršne omogočajo. Ne? In že danes, če imamo mi enourni izpad iz katerih koli razlogov, ne vem, omrežja 4G je pol družbe stoji, ne? In ko bo čez 10 let, če ne prej, na 5. generaciji temeljilo, ne vem, del energetike, del transporta, del zdravstva, pametna mesta in še javna varnost, bo razpoložljivost teh omrežij izziv številka 1. In to pomeni, da bojo mogla biti grajena bolj zanesljivo, z mnogo več redundance in seveda tudi bodo dražja zaradi tega, težko bodo cenejša in težko jih bo veliko zanesljivih v neki državi. Ne. Tako da največji izziv je in bo zagotoviti izjemno visoke stopnje razpoložljivosti, ki so potrebne že danes. Tudi mi smo eden od stebrov 8 kritične infrastrukture, sektorjev, z vertikalami ali pa podjetji, ki bojo velik del posla izvajali preko 5G omrežja, bo seveda to še toliko večji izziv. Tako da to je izziv številka 1. Drugače smo pa optimisti, ker prej bilo rečeno, izjemnega pomena je, da EU, da vse države dajo več pomena na varnost, na skladnost. Standardi so bistveno boljši, bistveno bolj fokusirani na zagotavljanje certifikacije, recimo opreme, kar je bilo tudi prej omenjeno. In ja, EU Toolbox oziroma orodjarna močno temelji tudi na NISA priporočilih, je naredila velik preskok tukaj in seveda dejstvo pa je, da bojo samo, bom rekel, najbolj urejeni operaterji bomo sposobni zadostiti vsem tem tako regulatornim obveznostim kot dejanskim izzivom, ki jih imamo vsak dan na terenu, na internetu, na vseh teh povezavah in na vseh teh storitvah. Še enkrat pa, ključni izziv je in bo zagotoviti razpoložljivost. Če pa obrnem drugače, ne samo, da je 5. generacija, da ima vgrajene boljše varnostne mehanizme v signalizacijo, v kontrolo omrežja in tako naprej, v kontrolo delovanja omrežja in tako naprej. Poglejmo projekt 5G varnost v Sloveniji.
Zelo kmalu bomo videli tudi prve demo primere uporabe. Projekt, v katerem sodeluje kar nekaj pomembnih inštitucij z področja javne varnosti, vključno z Iskratelom in Telekomom. Zelo kratko bomo pokazali primere uporabe, kjer 5G omogoča reševanje življenj, prinaša več varnosti in mislim, da je to treba nekoliko več poudarjati. Zadnji stavek pri tem vprašanju, ali predzadnji, več bomo vlagali v varnost in mi močno gradimo prihodnost na našem centru za kibernetsko varnost. Na ta način bomo lahko zagotovili še naprej end-to-end varnost tako na omrežnem kot aplikativnem nivoju. Več bomo vlagali v razvoj, gremo v research and development projekte z področja kibernetske varnosti in 5G, vključno z umetno inteligenco. Tako da prihodnost je tukaj, bom rekel, optimistična in 5G je dobra novica za družbo, mislim, in na svetu je že 100 5G omrežij, mislim, da v 40 državah in razvoj bo šel naprej, ampak gradualno, postopno in prepričan sem zelo kontrolirano. 2G omrežje bomo imeli, to je bilo vprašanje, ne? Še verjetno 5 let, bom rekel, ampak gledajte, 99% prometa podatkovnega se že izvaja preko 4G, pri nas se že seli na 5G zdaj bo 2 meseca, odkar smo lansirali komercialno 5G, že približno 10 000 terminalov uporabnikov v omrežju, promet bomo postopoma selili v 5G, 3G je praktično že prazen, 3G bo v roku enega leta verjetno popolnoma irelevanten in ga bomo postopoma ugasnili. 2G bo pa ostal seveda zaradi dobre pokritosti, 20 let je že na sceni, ne nazadnje so storitve v sili in kar neki IoT rešitev temelji še vedno na 2G in zamenjava terminalne opreme ne gre tako hitro. Tako da 2G bo zagotovo še 5 let v uporabi, 3G v enem letu praktično ugasne in ves razvoj gre v 4G oziroma 5G naprej. Mi predvidevamo tako v svetu kot tudi v Sloveniji, da bo nekje okoli leta 2025, 2026 že več kot polovica uporabnikov, prometa pa še več, že v 5G. Matjaž, hvala lepa za te pozitivne novice, predvsem pa za razjasnitev določenih v bistvu pogledov, vezano na to kibernetsko varnost v mreži 5G, kar je izredno pomembno in se strinjam, da se absolutno to premalo poudarja pri uvajanju teh tehnologij. Zdaj bi pa kolega Aleksandra vprašal strani, kako v Ericssonu v bistvu razumete oziroma dojemate, kako nam bo ta tehnologija 5G spremenila v bistvu življenje, z neke vaše ocene? Ves čas poudarjamo, da je 5G ena platforma za inovacije in tako jo je treba pač razumeti. Tukaj hočem poudariti eno stvar. Evropa ne sme zamuditi recimo priložnost, ki jo 5G ponuja. To je Evropa zamudila pri 4G, definitivno. ZDA in Kitajska to niso naredili, ker so investirali v 4G in kompletna ta 4G app economy je zgrajena, ker je mobile broadband bil povsod pač prisoten. Vsi startupi so bili zgrajeni na podlagi tega, da 4G omrežja, ki so omogočale to. In to je dalo eno ogromno prednost pač in Kitajski in ZDA. Tako da, kako nam bo spremenila življenje, pravim, ne smemo zamuditi to priložnost, da gradimo ekonomijo okoli tega. Prejšnje generacije pač so bile osredotočene predvsem na neko potrošniško, osebno komunikacijo. 5G bo še vedno služil potrošnikom, ampak tudi podjetjem in še posebej tukaj fokus bo na internet stvari, ki bo dvignjen na eno višjo raven. Mi delimo ta internet stvari na 4 pod internet stvari. Eno teh je critical IoT ali pa kritični internet stvari.
ker ena vrhunska povezljivost, ki bo omogočena strani 5G, bo en predpogoj, da imamo to. Prej je bilo poudarjeno, 5G bo služila kot kritična infrastruktura za neko lažjo digitalizacijo, avtomatizacijo, povezovanje stroj z roboti, optimizacijo transportnih rešitvah. Tako da to bo nek fokus. Potem mi delimo uvajanje te 5G tehnologije v 3 področja, recimo. Najprej to, kaj vidimo zdaj, recimo to, kaj je tudi Telekom Slovenije naredil, to, kaj se dogaja tudi po svetu, uvajanje neke zmogljivosti v urbanih območjih. Torej, to, kaj zdaj vidite, 5G, teh 33 pokritosti, je predvsem fokusirana na urbana območja. To omogoča operaterjem, da delajo tako imenovani offload, torej da če imajo veliko počasi to transferirajo na 5G, ker 5G ima večjo zmogljivost, ta oprema govori. Ker tudi to, kar je Matjaž poudaril, je pač vidimo, da število uporab potencialno naraslo na 5G, ampak tudi promet. Neke naše študije kažejo do 4,5-krat povečevanje prometa do leta 2026. Mi smo v ponedeljek objavili nekaj, kar se imenuje Ericsson Mobility Report in imamo forecaste do leta 2026. Skoraj 3,6 milijard ljudi bo na leta 2026 na 5G in pravim 4,5-krat večji promet. Ta prehod za konzumere, za 5G, je nekaj, kaj potrošniki pričakujejo. Neke naše študije, ki jih imamo, Consumer Lab, 70% teh potrošnikov to pričakuje, ker pričakuje nove storitve. Nove storitve okoli, ne vem, zdaj je zelo popularen mobile cloud gaming, video aplikacije, AR, VR, tako da to bo nek fokus. Potem sem rekel 3 področja. Drugo področje, eno področje, ki v Sloveniji ni v fokusu, to je Fixed Wireless Access. Torej tam, ker ni ekonomskega interesa, da se gradi optika, vidimo nekje po svetu, da je fokus na izgradnjo tako imenovanega fiksni brezžični dostopa. In ta je lahko en balans z izgradnjo optike tam, ker ni ekonomskega interesa. In tretje področje, kjer nam lahko spremeni življenje 5G, je seveda fokus na digitalizacijo industrije oziroma enterprise-ov. In to bo počasi se uvajalo. Take primere že vidimo mi v Sloveniji. En tak primer je to, kar je Iskratel in Telekom Slovenije so naredili marca ali aprila, če se dobro spomnim. To so prvi use case v industriji za uvajanje 5G. To, kaj prihaja spet se fokusiram na Slovenijo, lahko govorim tudi globalno, je logistični projekt, ki prihaja, to je 5G Loginov, več takih, Luka Koper je noter, Telekom Slovenije, torej uporaba 5G za implementacijo logističnih use caseov, za optimizacijo teh use caseov. Tako da to vse naredimo, rabimo 5G tehnologijo, ker ona ima tako imenovani value, vrednosti, to so večja hitrost, manjša in večje število uporabnikov, deviceov vezanih na te. Tukaj tole manjšo latenco za industrijske use case, to bo karakteristika, da lahko mi to uvajamo. Evo, to je bilo en summary, kaj lahko pričakujemo od 5G v prihodnosti in kaj reporti pač forecastirajo in kažejo. Hvala lepa za ta zelo podroben vpogled v ta pričakovanja. Zdaj bi pa izkoristil priložnost in kolega Gašperja iz podjetja Huawei vprašal, in to je tudi eno izmed vprašanj iz publike. Namreč v javnosti je še vedno prisotna močna antipropaganda proti uvajanju teh 5G tehnologij in seveda
to sigurno deloma tudi upočasnjuje na enem delu to uvajanje. Mogoče z vaše perspektive strah utemeljen oziroma kako sami gledate v bistvu na ta proces? Se slišimo? Hvala, Denis. Zdaj, če s tem mislite na zdravstveno vprašanje oziroma zdravstvena tveganja. Se slišimo, ja? Se slišimo, ja. Jaz vas lepo slišim. Ja, jaz vas slišim. Kar izvolite. Se slišimo? Da. Ja, ok. V redu, ja. Hvala še enkrat za vprašanje. No, če s tem mislite recimo na zdravstvena tveganja, mislim, da je kolega Aleksander že prej zelo lepo povzel, ne, tehnologija vsaka ni nova, se pravi, uporabljajo ince, ki so trenutno namenjene za neko drugo delovanje. Ne. In že skozi zadnjih 10 let, kar se uveljavljajo standardi, jaz mislim, da WHO, ITU in podobne inštitucije zelo lepo skrbijo za merjenje in da se pravi, da so vsa sevanja znotraj določenega, se pravi, nekih normativ. Po drugi strani, se pravi, če pa govorimo čist o sami, če temu rečemo cyber security, pa se bom navezal tukaj na Matjaža. Matjaž je zelo lepo povedal, se pravi, da je treba najprej razlikovati med infrastrukturo in pa med podatki. Zdaj, če jaz gledam skozi našo perspektivo, ne, mi smo pač ponudnik infrastrukture, mi s podatki samimi kot takimi ne razpolagamo. Pa kljub temu mi dajemo izjemno velik poudarek na cyber security. Mi imamo v našem podjetju približno 100.000 zaposlenih na področju R&D-ja. Se pravi, mi smo zelo inovativno raziskovalno tehnološko podjetje. In približno 2% od teh inženirjev, R&D inženirjev, je specialistov na področju cyber security. Tako da mi res znatne količine in resursov in denarja namenimo za to, se pravi, da se uveljavljajo oziroma da se razvijajo varnostni standardi, ki bodo skrbeli za to, da bo tehnologija kot taka zelo varna. Poleg tega velja omeniti, se pravi, da smo člani vseh pomembnejših organizacij na področju mobilne telefonije in da razpolagamo z 40 varnostnimi certifikati. Kljub temu se je v zadnjem času je bilo veliko govora o tem, se pravi, da je Huawei neke vrste tvegan ponudnik oziroma da obstaja nevarnost. In tukaj je mogoče na tem mestu možnost, ki bi jo jaz želel izpostaviti, da dejansko v 30 let Huawei obstaja in smo prisotni v več kot 170 državah, se ni zgodil niti varnostni incident, ki bi bil povezan z našo opremo. Se pravi, še enkrat, mi ponujamo oziroma smo ponudnik opreme, ne razpolagamo pa s podatki oziroma ne operiramo s podatki. Dejansko, v bistvu na tem mestu je mogoče smiselno povedati še to, da kot je kolega Svete že povedal, ja, Evropa se pravi na podlagi orodjarne sprejema neke enotne standarde, je pa mogoče vprašanje na tem mestu, kako Slovenija na to gleda, se pravi, kar se tiče samega certificiranja neke opreme oziroma nekih dobaviteljev, ker sama razlaga mogoče določenih elementov iz orodjarne, ima odstoten v Sloveniji od neke evropske usvojitve, če temu tako rečem. Predvsem, kar se tiče nekih netehničnih vprašanj. Gašper, hvala lepa za ta vaš pogled na samo situacijo vezano na uvajanje tehnologij 5G. Uroš, če se mogoče midva dotakneva, pred vrati je priprava nove oziroma zanovljene strategije o kibernetski varnosti Republike Slovenije. Ja, se slišimo, ja. In kako v bistvu ti vidiš kako ti vidiš v bistvu, kako v to,
speljati samo uvajanje teh novih tehnologij, med drugim tudi 5G, da bo v bistvu ustrezno pozicionirano v teh nacionalno-varnostnih dokumentih, ki jih sprejemamo in pripravljamo. Skratka, če še enkrat na tvoje vprašanje glede strategije lahko odgovorim. Kar izvoli. Dobro, hvala. Kot rečeno, strategija, kot si rekel, je v pripravi, zadnja, oziroma tudi prva, ki je bila sprejeta. Strategija, ki je bila sprejeta, je iz leta 2016 in je seveda potrebna temeljite prenove. Res pa je, da načeloma se v strateški skratka, strategija, ki jo se slišim, strategija, ki jo prenavljamo, načeloma ne bo v konkretne detajle, zato ker klienti sprejemajo 5 do 7 let, ki bo nedvomno težko predvideti razvoj, ki so izjemno hitri. Pa se bomo v novi strategiji resnično, predvsem pa z akcijskim načrtom dotaknacije in jasno tudi seveda veliko doreči določene, recimo temu opažamo med posameznimi deležniki in odnosmi. Kot je bilo že tudi s strani več sogovornikov, je dejstvo, da se bo morala seveda gledati razpoložljivosti, ker bodo, ki se merijo v EU, jih lahko merimo v izpadu gospodarske posledice, bodo lahko predvsem ali pa tudi druge fizične posledice, da ne govorim, da v najslabšem primeru so lahko posledice novih omrežij, lahko tudi bi rekel, človeške žrtve in pa fizične učinki. Skratka, to je tisto, kar brez dvoma k tomu, da bomo v strategiji morali jasno zapisati, kakšna bo vloga ne nazadnje sektorja, ki bo pri tem sodeloval in sodelovali pri tudi pomanjkanju virov v Sloveniji, ko gre za certifikacijo in podobne zgodbe. Ni tukaj omenim še eno zadevo. Zlasti na področju informacijske tehnologije dolga leta na nek način prenašali vso odgovornost na dobavitelje in razvijalce opreme. Tudi kar se tiče varnosti. To seveda pri teh vzrokov posledic, ki bodo imela nova, ne bo šlo več. Imamo celo vrsto primerov informacijske, ko je potrebno resničiti o tem, kako bodo delovali, kakšen bo odnos, ko gre za standarde. Tukaj vidimo danes, da so na mizi vprašanja, ki so bila leta pravzaprav nedotakljiva, recimo kot je kontrola nad internetom, odpira se vprašanje internetnega protokola in tukaj seveda se države dejansko odločajo ne zgolj in samo tehnično, pač pa tudi seveda z vidika svojih veliko zunanje političnih in geostrateških orientacij. Skratka, strategija bo morala tukaj dati jasne smernice, tudi jasen akcijski načrt, kdo in s kakšnimi sredstvi bo zagovoren. Uroš, hvala lepa za ta vpogled v seveda sprejem in spreminjanje teh pomembnih nacionalnih dokumentov. In tukaj bi nadaljeval kar pri Tanji, namreč drugi dokument nacionalni, ki je v fazi spreminjanja, je ZEKom. Mogoče, Tanja, še s stališča AKOS-a, kjer bodo tiste glavne dopolnitve, ki jih pričakujete, da bodo dvignile nivo kibernetske varnosti pri spreminjanju tega pomembnega zakona. Tanja, se slišiva, malo imamo težav. Jaz to slišam, me slišite zdaj? Ja, kar bi prosil za odgovor na tretje vprašanje, vezano na ZEKom. Ja.
področju same varnosti vnaša kar nekaj novosti, in sicer predvsem se vpeljuje pravilnik za določitev pogojev, v katerih primerih gre za pomemben vpliv incidenta in po čem se ga vrednoti, kar bo do zdaj tega ni bilo. Zdaj se bo, glavni kriteriji so število prizadetih uporabnikov, čas trajanja samega incidenta, potem geografska razširjenost, obseg prizadetosti, delovanja omrežij storitev in pa tudi sam obseg vpliva na posamezne dejavnosti. Druga bistvena sprememba, ki se bo uvedla z ZEKom 2, je tudi širitev obveznosti na področju kibernetske varnosti iz klasičnih izvajalcev javno dostopnih telefonskih storitev na v bistvu tudi ponudnike OTT storitev. To je druga taka bistvena sprememba. In pa uvaja se tudi obveznost šifriranja, kadar je to primerno. Seveda pa predlog zakona tudi vpeljuje dodatno obveznost za operaterje, in sicer jim nalaga obvezno in brezplačno obveščanje uporabnikov storitev o zaščitnih in popravnih ukrepih, ki jih lahko sprejmejo pač za odpravo oziroma v primeru resne grožnje varnostnega incidenta. Seveda pa deležnikov in pa operaterji bojo mogli poleg agencije o večjih incidentih seznanjati tudi tiste. A ste me slišali? Smo v večini. Hvala lepa, Tanja, za ta odgovor. Čisto na koncu nam je zmanjkalo tvoj zaključek. Mogoče lahko na hitro, se pravi, operaterji bojo mogli poleg agencije v večjih incidentih obveščati tudi CSIRT in ne samo agencije. To je ena, pa še poglablja se v bistvu sodelovanje vseh vpletenih deležnikov pri reševanju vprašanj, ki jih naslavlja zakon. To. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, navezava tvojega odgovora, Tanja, je proti Telekomu Slovenije in bi prosil Matjaža. Zdaj, dnevno se srečujemo z temi informacijami o različnih hekerskih napadih na uporabnika. Kaj lahko tukaj v bistvu naredi en operater Slovenije, predvsem v tem bodočem pričakovanju uvajanja storitev 5G, predvsem v tistem segmentu, ko govorimo o kritični infrastrukturi in pa mogoče tistih izvajalcih bistvenih storitev, ki jih boste z temi svojimi omrežnimi storitvami pokrivali? Ja, mi že sedaj v fiksnih in sedanjih mobilnih omrežjih tako rezidenčnim kot poslovnim uporabnikom omogočamo dodatne storitve zaščite vezane na kibernetsko varnost, tako da tukaj bomo šli definitivno z razvojem naprej in naše rešitve bojo, kot so vedno bile, čim bolj primerne potrebam konkretnih uporabnikov ali konkretnih industrij oziroma konkretnih dejavnosti, ki izvajajo storitve preko našega omrežja oziroma še več, ki jim tudi mi omogočamo celovite IT sistemske integracije ali pa njihovi našem javnem oblaku. Tako da tukaj bo šel razvoj enostavno naprej. Seveda, kar se tiče 5G, mi že v štartu načrtujemo omrežje na način, da javnega 5G omrežja, da bodo omogočena namenska, manjša ali pa virtualizirana omrežja za posamezne večje, recimo poslovne skupine. Moram reči, da če kdaj letos vsi opažamo kar z povečanim, evo še telefon, z povečanim prometom,
v vseh omrežjih, ne. In še posebej recimo so izzivi, kakšne zahtevnejše še Wi-Fi postavitve, že kakšne Zoom konference imajo včasih izzive in tako naprej, ne. Tako da 5G bo, kar se tiče industrije, zagotovil boljše, bolj varne, bolj zanesljive rešitve mnogokrat tam, kjer naletimo na omejitve varnostne ali kakovostne, kar se tiče Wi-Fi omrežij. Ponujamo že sedaj operativni center kibernetske varnosti kot storitev. Mnoga podjetja oziroma organizacije in tako bo tudi naprej. Ključno je seveda tukaj, ključna je gradnja zaupanja, naša pač vlaganje v lastno znanje, zanašanje na lastno ekipo, lastno znanje, avtonomnost. To tudi EU Toolbox precej v meri se nanaša na ne toliko na proizvajalce opreme, kot na same ponudnike storitev, kar operaterji smo, in mi imamo tisto ključno odgovornost, tako vizavi uporabnikov, kot tudi regulatorjev. In kopico, bi rekel, kontrolnih točk v EU 5G orodjarni se nanaša na način, kako mi delamo z omrežjem, z storitvami, outsourcing imamo, kako teče operativa in tako naprej. Tako da seveda naprej bomo pač vlagali v varnost, v varnostne zmogljivosti, kompetence in kapacitete in gradili zaupanje še naprej. Matjaž, hvala lepa. Tukaj naprej bi preskočil na gospoda Gašparja iz podjetja Huawei. Deloma je že načel v svojem prejšnjem odgovoru, pa vseeno me konkretno zanima, kateri so tisti varnostni standardi, ki jih bi mogoče z vašega stališča izpostaviti na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, vaših tehnoloških rešitev na področju tehnologije 5G. Deloma je to tudi vprašanje kolegice iz občinstva, in sicer konkretno, kateri so tisti varnostni mehanizmi v tehnologiji 5G, če jo primerjamo s tehnologijo 3 in 4G. Hvala, Denis, za vprašanje. Torej, absolutno ne bom rekel, da je to standard, ampak prvo radi oziroma želimo izpostaviti je sodelovanje. Ker imamo, da kibernetska varnost je stvar ekosistema, ne nekega določenega elementa znotraj tega sistema. In izključitev enega, recimo elementa ali pa dobavitelja iz tega sistema ne prinaša večje varnosti, prinaša pa druge, mogoče bolj stranske učinke, kot so recimo slabša konkurenca na trgu in tako naprej. Ampak generalno priporočilo, ki ga določene evropske države že v celoti akceptirajo, in je standard NISAS, ki to pomeni Network Equipment Security Assurance Standard. Ta standard določa oziroma zahteva od vseh proizvajalcev bazirati na Zero Trust Policy. Se pravi, trust nobody, verify everybody. Se pravi, ne zaupaj nikomu. In vkolikor spoštuješ te zelo zahtevne standarde, si dobrodošel, da lahko se udeležiš tekme v je standard, nekaj druga verzija standarda, ki bo še nekoliko nadgrajen od prve verzije, se bo vključevala še krize. In to je nekako poleg orodjarne, ki ga mi vidimo kot nekaj splošno priporočilo, se pravi standard NISAS, nek standard, ki je zelo dobrodošel tako za operaterje kot za celoten ekosistem. Hvala lepa za to informacijo vezano na te varnostne standarde. Aleksandar, zdaj bi pa mogoče še na vas preskočil, da mogoče strani Ericssona vidimo, ki je postaviti v okviru 5G na področju zagotavljanja kibernetske varnosti. Tukaj najprej treba
izpostaviti, da digitalizacija je hrbtenico za varnost mobilnih omrežij, ker so standardi odprti, dogovorjeni so po vsem svetu in zagotavljajo neko interoperabilnost in preglednost. Tako da to bi najprej izpostavil. Ostalo je, varnost ni samo standardizacija, ker tukaj ključnega pomena je tudi varnost v uvajanju in delovanje, treba pač poudariti. Ko govorimo o standardizaciji, tukaj varnostno arhitekturo 5G opredeljuje 3GPP. In varnostne rešitve, ki so pač opredeljene s 3GPP-om in ostalimi organizacij za standardizacijo, ne vem, IETF, ETSI in NIST, pač kreirajo ta 5G varnostni framework. Ne? Prej ste vprašali tudi, kaj bo boljše, ne, glede 5G varnosti. Definitivno bo boljša varnost v primerjavi z prejšnjimi generacijami. Meni se zdi, da je tudi Matjaž to poudaril prej. Ker vrsto enih mehanizmov se uvaja skozi 3GPP standardizacijo, izboljšanje varnosti teh mobilnih omrežij. To so ena vrsta takih, ki bojo izboljšale varnost omrežja. Tudi ta skupina za internetni inženiring, IETF, ima tudi svoje pač protokole, ki uporabljajo in se bojo uporabljali tudi v 5G. Ne vem. Tako da ostalo za poudariti je tudi certifikacije, ki je bila omenjena strani kolega Gašperja. Ericsson podpira to certifikacijo. Predvsem zato, ker je to ena skupna akcija med GSMA-jem in 3GPP-om. GSMA za tiste, ki ne poznajo, pač je industrijska organizacija, ki ima pač več kot 750 operaterjev je v tej asociaciji. Ostali več je takih podjetij, ki so pridruženi člani tega. Tako da je ena referenca, ki bo kreirala tako certifikacijo, ki jo bojo tudi vendorji podpirali. In to bo potem osnova, da imamo certificirane produkte. Sam še enkrat poudarjam, samo mi to razumemo kot en layered pristop. 4 layere mi tukaj vidimo. Standardizacijski procesi pri razvoju produktov, procesi pri uvajanju noter in operativni procesi noter pri samih operaterjih. Matjaž je omenil to prej, kako se posamezni operativni procesi so zavarovani pri operaterjih. Tako da to so neki ključni dejavniki, ki mi mislimo, da bojo k kibernetni varnosti in varnosti 5G omrežij. Hvala lepa, Aleksandar, še za ta uvid. Zdaj bi pa mogoče strani informacijskega pooblaščenca tebe prosil. Veliko smo zdaj govorili o zakonodajnih in pa v bistvu tehnoloških pristopih. Vemo pa, da je končni uporabnik eden izmed ključnih v bistvu segmentov tega celotnega sistema. Da so mogoče še določene rezerve pri in usposabljanju teh končnih uporabnikov, ki bi posledično prinesli tudi višjo kibernetsko varnost, tako na omrežnem kot tudi v bistvu podatkovnem nivoju.
Ja, jaz mislim, da ena od stvari, ki jih prinaša, kot rečeno, omrežja 5G, je tudi nadaljna širitev stvari. Torej, vedno več bo večje število povezanih naprav, torej ta ekosistem se širi, s tem se tudi širijo možni vektori zlorab in točke napad. Nenazadnje smo in bomo prisiljeni vedno več naprav skrbeti za njihovo varnost, sproti posodabljati. Kolega Zajnič je zanimivo pri sebi malce raziskoval in je odkril, da ima v bistvu on sam doma 15 naprav, ki jih mora redno posodabljati. To število bo samo še raslo z dodatnimi športnimi urami, pametnimi igračami, pametnimi svetili, avtomatiko doma in tako naprej. Tako da to breme za končnega uporabnika se bo pač na nek način povečevalo, ne bo šlo drugače. In tu vsi deležniki pač pri izobraževanju končnih uporabnikov, recimo z AKOS-om, z ICS-om sodelujemo na tem ali za končne uporabnike razne klicne linije, recimo izdajanje različnih smernic, brošur. Mislim, da tukaj pač bo treba še nekoliko več teh stvari vlagati, ker kot rečeno, eno je varnost omrežja, hrbtenic, ampak ta delež, ki ga bodo morali prenesti tudi končni uporabniki, bomo morali vsi opraviti prispevek na tem področju. Ja, Andrej, tukaj se je absolutno zastrinjati, da nas na tem področju veliko dela in pa tega skupnega sodelovanja, ki bo seveda prineslo ravno to višjo raven tega zavedanja, ki bo posledično seveda tudi kakšne stvari, ki bodo na zakonodajnem in drugih nivojih ne bojo odlično rešene, da jih bo uporabnik za višje ravni zavedanja lahko spravil v okvir višje varnosti in pa boljšega v bistvu upravljanja te kibernetske varnosti na svojem in pa tudi na nekem generalnem nivoju. Uroš, od tebe, veliko smo danes sicer govorili o zakonodajnem okviru, ampak neka ocena ali pa analiza bi terjala, da potrebujemo nekako posodobljeni zakonodajni okvir, ki zagotavlja nacionalne varnosti in ta okvir nekako pripelja dovolj varovalk, ki bodo v prihodnje zagotavljale, da bodo nove tehnološke rešitve ustrezno upeljane in da bodo obvladljive, kar se tiče nacionalne varnosti. Kaj je tukaj v bistvu neko tvoje mišljenje kot predstojnik, ki ima zdaj, bom rekel, največ nekih pristojnosti varnosti? Ja, vsekakor imamo v Sloveniji kar nekaj predpisov, ki se bolj ali manj posredno dotikajo informacijske in kibernetike, da niso vedno in povsod popolnoma konsistentni, vemo, tako da tukaj ni neka novost. Zdaj, seveda, kar se tiče posodabljanja zakonodaje, kolegica, direktorica AKOS-a Tanja Muha je že omenila ZEKom-2, ki mislim, da bo z vidika kibernetske varnosti v Sloveniji en velik korak naprej, zlasti da pomena C dejansko ni pravzaprav oziroma ni tako velik fokus namenjal, ko gre za operaterje kibernetske varnosti, in seveda je bilo posebno poglavje posvečeno varnosti omrežij, kar pa seveda ni enako. Tam se mi zdi, da je šlo zlasti zato, da se je v bistvu iskalo neke fizične grožnje, ki so lahko izpostavljene na omrežja, manj pa grožnje, ki pravzaprav so del kibernetskega prostora, ker je bilo logično tudi glede na čas, ko je zakon nastajal. Torej, to se z zakonom ZEKom-2 popravlja, prav tako se ureja rentov, ki
bo vezan na nalnega, ki je sicer na Arnesu, ne samo na regulatorja AKOS, ki seveda je pristojen za regulacijo aplikacij. Izpostavil bi še, da imamo zakon o kritični infrastrukturi, tudi tim se pa bolj uskladiti z zakonom o informacijski varnosti, namreč dejansko določa ali pa se naslavlja delo torej za upravljavce informacijskih in komunikacijskih v drugem delu, ko gre za strukture, ki imajo kibernetski svoje delovanje. V obeh primerih bo tukaj potrebno zadeve, po mojem mnenju, dobiti. Jaz mislim, da je ključno določi predstavljenost in pa nadzorstvena funkcija regulatorju ali pa pristojnih nacionalnih organov. Namreč nič ne pomaga, če imamo še tako dobro zakonodajo, vkolikor zakonodaje ne izvajamo, oziroma jo ne izvajamo na način, tudi torej izvajajo kreditni nadzorstveni prej. Gotovo treba več narediti, pomeni, da seveda bo to dodatno na obstoječe svoje enakovredno dobavitelji opreme in gotovo bi rekel naloga, da je tudi v tem smislu ukrepijo. Uroš, hvala lepa za ta pogled. Ne samo izjemni slovensko relativno varnost, bomo poskušali dati svoj del v ta mozaik teh potrebnih strokovnih podlag, da bo lahko zakonodajalec tudi ustrezno zanovil in obnovil, na končnem lahko bolj učinkovit za zagotavljanje kibernetske varnosti v sami republiki. Zdaj bi pa preskočil še na njo in sicer mogoče še pogled, kaj lahko na področju pričakuje slišamo in ostalih regulacij, še posebej mogoče fokusirano v uvajanje tehnologij 5G. Ja. Tudi ENISA bo mogla svoja priporočila prilagoditi, se pravi temu novemu evropskemu zakoniku, predvsem v smeri, kot sem že prej povedala, sprememb, ki jih uvaja tudi že ZEKom, se pravi vse te spremenjene obveznosti glede zagotavljanja varnosti omrežij in pa storitev in pa vseh ostalih zahtev na tem področju, kot tudi, se pravi, novo določen obseg zavezancev, se pravi, bo potrebno vključiti tudi nasloviti v bistvu z temi priporočili tudi izvajalce over the top storitev. S tem v zvezi je ENISA tudi v tem letu že pričela s pripravo prenovljenih smernic o tehničnih ukrepih za zagotavljanje kibernetske varnosti. Je pa tudi v bistvu pomembno vključena v sam prenos 5G orodjarne toolboxa, tako da
se pravi, si že pričela z nekimi aktivnostmi na tem področju, nadaljuje z njimi. Pomembno je tudi sodelovanje Enise in pa Bereka, tako kot sem že rekla, je agencija sopredsedujoča delovne skupine pri Združenju evropskih regulatorjev, ki se zelo resno in poglobljeno ukvarja z vprašanji kibernetske varnosti 5G omrežij. In tle v bistvu bo tudi agencija ostala zelo tesno vpeta v dogajanje na evropskem nivoju in v sodelovanje z Eniso. In v zvezi s tem bomo seveda tudi naprej obveščali vse deležnike na trgu, kar se bo dogajalo in kjer bo možno tudi se jih povabili za podajanje inputov, ki jih bomo potem lahko porabili naprej. Drugo, kar se pravi tudi, kje vidimo, recimo prej smo govorili o certifikaciji, tudi tukaj v bistvu pričakujemo večjo vključenost Enise tudi na tem področju v prihodnje. Zdaj ta glavna najbližja stvar, ki se pa obeta, je pa seveda 15. december, ko naj bi Evropska komisija razglasila tudi nov paket predpisov na področju kibernetske varnosti in ta naj bi vključeval tudi poročilo o reviziji same NIS direktive in pa novo strategijo kibernetske varnosti. Zdaj glavne debate, tiste najbolj take, ki se zdaj odvijajo mogoče v zvezi s tem, kot zanimivost ena je, da naj bi se v bistvu kot del NIS direktive vključili tudi sektor za elektronske komunikacije, vendar moram reči, da temu večina članic nasprotuje, ker tukaj ne vidi prednosti, predvsem vidi več nevarnosti take vključitve in pa recimo tudi zelo aktualna debata je tudi v tem, se pravi način poročanja incidentov. Ali naj se poroča samo v državi članici, kjer je nastal incident, ali pa bi pač v vseh državah in pa regulatorjih, kjer je ta storitev tega ponudnika obstaja. No. To so zdaj te glavne debate, več bomo vedeli za 15. Pa tako, kot pravim, naprej bo tudi potrebno na evropskem nivoju jasno stalno vključevanje, bojo debate in tudi tukaj vidim, moramo sodelovati in skupaj v bistvu tudi tukaj prispevati. Tanja, hvala lepa za ta uvid, bom rekel, evropskih korakov. Moram reči, da smo tudi sami pomagali z evropske projektni pomembne stvari, ravno dajanje pobud za tako na direktivi NIS, kot tudi direktivi za šesto. Zdaj je šel kolega v navezavi z temi ukrepi izvaja v okviru Evropske unije. Kakšne pa so vaše izkušnje v mednarodnem okolju? Kako ustrezno izgraditi to zaupanje med regulatorji in ponudniki? Kakšne so tukaj vaše izkušnje? Tisti, ki prihajajo iz ZDA ali iz Kitajske. Ampak pravijo pozitivno, kar mi vidi pomembno, se pravi transparentnost. Ne samo nas ponudnikov opreme, ampak celotnega ekosistema. Se pravi, in vse varnostno preverjanje, kompletna konverzacija, kompletna komunikacija mora temeljiti na dejstvih. Zdaj o teh dejstvih lahko pričajo, zgodovinski rekordi, izkušnje drugih uporabnikov in tako naprej. Predvsem pa bistvena je komunikacija z vsemi deležniki. Ker kot je bilo danes, da ne bom ponavljal vsega skupaj, večkrat je bilo se pravi operaterji, regulatorji, vlado in drugimi organi, ter konec koncev, kjer imamo mogoče še največ možnosti, da nočijo 5G, ampak to splošno v smislu cyber security. Tako da še enkrat se pravi, to neko transparentno okolje lahko za kompleten ekosistem prinese največje pozitivne rezultate. Aleksandar, kakšno je pa
kakšne so pa vaše izkušnje? Vi ste mogoče v različnem položaju, glede na to, da ste organizacija, ki v bistvu izhajate znotraj Evropske, vendarle mogoče en tak pogled teh znotraj EU-ja in pa takrat, oziroma kakšni deležniki na tržišču sotni. Podaril, to je tudi prej bilo rečeno. Vsi smo del enega istega pač ekosistema mobilnih komunikacij. In pač, če se postavimo z tega stališča, da smo vsi del istega ekosistema, da izgradimo neko zaupanje med vsemi deležniki, govorimo o regulator, operater, dobavitelj, vendor. Potrebno je z naše strani pač fokusiramo se na podporo standardov. Čpiramo s tomu, vprašal ste, glede na to, da smo iz Evrope. Mi cenimo ta pristop, ki ga ima EU k kibernetski varnosti in pač osnovno izhodišče tega je varnost v nekem omrežju v živo. Ampak pravim, da gradimo neko zaupanje, treba to gledati na strani razvoja izdelkov pri proizvajalcu, način, kako uvajamo to in strani pač ni nekega v tem, ampak trdno verjamem, da spoštovanje standardov in certifikacija, večkrat poudarjena, bo dala neko osnovo, da se vsi zavedamo, ki smo deležniki tega ekosistema, da si lahko pač zaupamo v celem tem in pogledam. Hvala, da vaš depom preskotili. Avlanske v bistvu seveda gre zaupanje od tega smo se sicer zanimali v bistvu med pomen tega sodelovanja teh razmerij, ki seveda lahko vplivajo k bolj učinkoviti kibernetski varnosti nasploh. Ja, hvala. Seveda pomembno. Na nek način smo operaterji, ne med dvema, ampak med 4 ognji. Seveda na prvem mestu so uporabniki poslovni, ki imajo precej različne ali pa realne potrebe glede stiske ali pa kibernetike. Potem na drugi strani je seveda regulator, potem so tudi tehnološki partnerji ali pa dobavitelji, in pa seveda tudi kompleksno in še bolj kompleksno. Kolega Gašper je prej povedal, da gremo žal na področju IT-ja v tako na zero trust architecture dobo, tako da zaupanje je bilo odnegdaj, zaupanje in spoštovanje, recimo je bil odnegdaj temelj naše kulture, pa vendar smo žal pač primorani iti v ta zero trust, ki seveda ne sme pomeniti nek ekstrem. Mi bomo nadaljevali z striktno verifikacijo dodatnih NIS-a, skoni verifikacijo. Zelo prvi dokument, seveda temelj je zelo natančno definiran pogodbeni odnos, definirane matrike odgovornosti tako v fazi izvedbe kot v fazi podpore. Izjemnega pomena so neodvisni nadzorni sistemi, v katere vlagamo kontrole procesne oddaljenih dostopov, ostalimi rekel, zelo močen temelj zatovarjanih del. Vi morate
naš čas polno potrebnih posegov zaradi različnih razlogov, spremembe na omrežju, nadgradnje, prilagoditve glede na stanje na terenu, skratka ogromno omrežij. Tukaj moramo ves čas sodelovati z ključnimi ves čas posegov z tehnološkimi partnerji in tukaj se tudi seveda iz dneva v dan gradi zaupanje. Zaupanje se gradi na izpolnih lepat spet znanje ekip, avtonomnost ekip, to se danes že večkrat preterih. In ogromno obveznosti, tako rekel mi, dodatnih obveznosti zakonskih ali pa regulatornih za to področje realno niti ne potrebujemo jih zaradi ISO 27001 in 22301 standardov in ostalih imamo ogromno sedaj. Predvsem potrebujemo regulatorno okolje za naprej in predvsem potrebujemo tako tržno okolje, da nam omogoča vlaganje v tehnologijo in v znanje ljudi. Tako trikotniki zaupanje med vsemi temi deležniki. Ne smem pa pozabiti, seveda, sploh za rezidenčne uporabnike, ključna je terminalna oprema, in to ne smemo pozabiti. Tam je uporabnik vidi storitve skozi terminalno opremo, skozi aplikacije in tam pomembna cona. Matjaž, hvala lepa posebej za ta trikotnik, štirikotnik, kakor mu že rečemo, zaupanja, spoštovanja, ne nazadnje tudi znanja, kar je izredno pomembno. Znanje na vseh nivojih, pri vseh v bistvu deležnikih je ključnega pomena in tudi taka razprava znanja. Da je mogoče vprašanje, je to najvprašanje, ki jih mediji, ki govore nečno spreminostnega, ukatuje in posluje, pa verjetno tudi porej. Pa neke drbe, hekerski vdori so bili, so in bo se po mojem dogaja, da je kao ker to pri nalukvo poskušajo, ne nazaj, ki bomo vdorov. Posebno malo kriptovirusov, ki v bistvu lahko upozorjere, tudi napadi se dogajajo na infrastrukturo, ki lahko direktno vplivajo na varnost naših življenj. Ne najbolj povezano s tem, ampak ena tema, ki bi jo za konec mogoče izpostavil, je povezana z hekerskimi vdori, v bistvu tema, ki jo nismo še uspeli razrešiti v naši državi, in to je kako odgovorno pomanjkljivosti. Spomnili se boste, da smo že tam leta 2017, tudi z ICS-om smo veliko sodelovali na to zadevstvo. Tisti, ki verjetno najdejo neko ranljivost, a priori kriminalizirani in se morajo šele potem v naslednjih fazah opustiti želje oziroma te morajo. Kak je smisel na tem področju in na tem preboju, v bistvu lahko tudi razpod za odgovorno razliko pri nemo. Sistem okolje se ker imajo vedno več točk, na katere lahko poskušajo in več kot jih bomo prej zakrpali. Tematiko kategorijo, da zdaj, tako kot je Uroš najavil, da je pred nami kar neka pomembna tudi tega nacionalno-varnostnega in pa zakonodajnega okvira, je prav, da temu zdaj posvetimo to pozornost in probamo nekako najti neke rešitve, ki bodo odgovorile tudi na to. Mogoče za konec vsakemu še res v enem stavku priložnost, sem jim mogoče pove, kaj z njegovih oči je tema, v kateri bomo morali v prihodnje še klimovnega stanovnega za varnostno okolje. Če Uroš, tebi prva beseda, izvoli. Ker da bo treba dati bistveno večjo pozornost posledicam uporabe, se pravi
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in pa seveda tudi dejstvu, da bo kibernetski prostor se zlil na nek način z virtualizem, ločljivo sedanje, že omenjena dobili komercialne razširitev virtualno uporabni tukaj nastaja. Mislim, da bo potrebno nam, ko bodo pravzaprav doživljali posamezniki. To se kaže tudi kot eden od glavnih, bi rekel, rezultatov tega COVID obdobja, ki ima zelo hitro delali oziroma smo zelo hitro našli digitalne rešitve za nekoč samo obsežen, zato da se bojo v bistvu lahko normalno vključili v to okolje in pač tudi na način, da se izognejo kibernetskim tveganjem. Hvala. Tanja, hvala lepa tudi za to. Matjaž, v enem stavku, katere so tiste teme, ki pričakuješ, da jih bomo morali obravnavati v bližnji prihodnosti? Jaz bi zaokrožil v bistvu v štiri misli, ne. Prvič, kar ko smo se danes pogovarjali in kar bi rad poudaril za prihodnost, je to, da prihodnost je izjemno odvisna, če je dobro načrtovana od strategij, in poudaril bi to, kar je stara modrost, ne, strategija ni problem, če so cilji pravi in jasni. Tako da vse strategije, ki se bodo obnavljale, delale za naprej, za prihodnost, večji poudarek na to, da so cilji pravi, ambiciozni, uresničljivi in jasni. Potem strategija v izvedbi ne bo problem. Kar se tiče konkretnega področja digitalizacije in 5G, moram poudariti, da je izjemno kompleksna zadeva, se pravi več razumevanja, da gre za zelo kompleksne rešitve in ob tem bomo mi vedno pričakovali in zahtevali enake pogoje za vse. Veliko bo obveznosti dodatnih, poleg že sedanjih glede varnosti. Enake obveznosti za vse deležnike na trgu. To mora veljati tudi na frekvenčni dražbi in kjerkoli. Enake obveznosti, nobenih diferenciacij med akterji. Kajti obveznosti so namenjene uresničevanju nekih ciljev varne družbe in temu mora biti seveda vse podrejeno. Dejstvo je, da v polni meri vseh teh obveznosti vsi ne bojo morali izpolnjevati, to je popolnoma jasno in tukaj bo pač potrebno imeti več kontrole in družba bo tukaj pač morala priti do nekega optimuma na eni strani, optimuma števila infrastruktur, ki so na eni strani sposobne biti skladne z vsemi težkimi, kompleksnimi varnostnimi zahtevami, po drugi strani pa, da bomo imeli še vedno visoko stopnjo konkurenčnosti v celotni verigi dobavljanja storitev. Hvala lepa, Matjaž. Gašper, za vas isto vprašanje. V enem stavku, glavni izzivi, ki jih Ja, mogoče skozi moje oči, no. Vzpostavitev nekega predvidljivega poslovnega okolja. Se pravi, mi se res nadejamo, da bo Slovenija sledila neki splošni EU praksi in vzpostavila predvidljivo poslovno okolje, s tem pa omogočila, se pravi, vsem deležnikom neko hitro implementacijo tehnologije, pa predvsem tisto, v čemer smo Slovenci dobri, ne, da znamo izkoristiti te potenciale. To se je izkazalo že v prejšnjih tehnologijah, pa upam, da se bo to v prihodnjih. Hvala lepa, Gašper. Aleksandar, mogoče še z vaših oči. Smo rekli, torej, kaj fokusa bi dal v naslednjem odpiranje tem okoli digitalizacije industrije prek 5G in kako to vpliva recimo na varnost v sami industriji, v samih enterprisih. Dost fokusa je samo na tem consumer delu, ne, v teh razpravah in vpliv varnost na končne uporabnike. Mogoče še z tega vidika, recimo, ne, ker potencial za digitalizacijo industrije za 5G je ogromen. Ja, hvala lepa. Vzel ste mi v bistvu tematiko iz mojega načrta, kajti konec januarja želimo odpreti nadaljevanje te razprave ravno na tem področju, katerega ste zdaj omenil. To je ta digitalizacija industrije in pa seveda
vse, kar nam bo tukaj omogočil 5G pri uvajanju novih tehnoloških rešitev v industrijsko okolje. Andrej, še tebe bi prosil za konec, čeprav to odgovorno sporočanje varnostnih rešitev pa ranljivosti pa vseeno, mogoče še kaj takega s tvoje strani. Torej, z vidika naših pristojnosti informacijskega pooblaščenca, z našega vidika bo ključno, mislim, da obvladovanje vseh teh novih baz podatkov, ki bodo nastajale ob želji po seveda njihovi monetizaciji v smislu zasebnega sektorja in pa s posebno pozornostjo tudi na morebitno širjenje pooblastil represivnih organov, torej strani države in pa tako, kot sem že omenil, mislim, da neizogibno vedno več poudarka tudi na končne uporabnike. Dobro, hvala lepa za to res poglobljeno in široko razpravo. Seveda je bil to samo en korak na dolgi poti, ne samo uvajanja tehnologije 5G, ampak verjetno uvajanja tudi tehnologij 6G in naprej. Prav je, da se o tem pogovarjamo z različnih zornih kotov, zato bomo v okviru Inštituta za korporativno varnostne študije in tudi Slovenskega združenja za korporativno varnost nadaljevali te razprave. Kar me posebej veseli je, da večina sogovornikov tega omizja je članov Slovenskega združenja za korporativno varnost in to nam kaže, da lahko za isto mizo tako pomembni državni deležniki, kot tudi v bistvu pomembne poslovne organizacije, tudi predvsem tiste, ki obvladujejo kritično infrastrukturo, lahko in morajo seveda izmenjevati te dobre prakse in izkušnje. In pa seveda za konec mi dovolite, da izkoristim to priložnost in povabim tako goste, ki so sedeli za tem omrežjem, kot tudi v bistvu vse naše poslušalce, da izkoristijo revijo Korporativno varnost za izmenjavo in pa seveda posredovanje teh ključnih sporočil in pa dobrih praks, kajti zelo pomembno je, da skozi določene kanale vse to, o čemer smo se danes pogovarjali, sporočamo tudi strateškemu menedžmentu v naših organizacijah. Kajti, če bodo oni kaj jim želimo mi strokovnjaki povedati, potem bo tudi uvajanje vseh teh novih tehnologij lažje in seveda bolj sprejeto strani samega segmenta organizacij, v katere bomo uvajali te nove tehnološke rešitve. Še enkrat mi dovolite, da seveda se zahvalim svoji gosti in pa vsem gostom, ki so me danes počastili in so si vzeli te 2 dragoceni uri časa za to razpravo. In pa seveda tukaj izkoriščam priložnost tudi za v prihodnje, ko bomo nadaljevali to razpravo, računam na vas, kajti v Sloveniji je nenazadnje relativno omejeno strokovno okolje, to strateško strokovno okolje in kakorkoli verjamem, da se bomo na prihodnjih razpravah spet srečali. Hvala lepa in za konec mi dovolite, da vam zaželim uživanje v snežnih radostih, ki jih je prinesel prvi sneg in pa s tistimi, ki se ne vidimo več, uspešno in predvsem zdravo v novem letu 2021. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje, srečno. Hvala, Denis. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.